Pozdravljene, drage podpornice Žive besede in drugi. Dobrodošli znova v Besedi tedna. Tedni so nas neprijetno presenetile fotografije s Krškega konca. Blatni prizori s kmečke posesti so spominjali na najboljše dni Roko Točca. A kar je bilo dobro za opite študente, seveda ne more biti dobro za nič hudega sluteče krave. Blato do kolen je bil njihov vsak dan. Te nemogoče razmere so opazile zagovornice živali, ki so potem skupaj z veterinarsko inšpekcijo zanemarjene krave odvzele. Potem pa je nad kršenjem svojih govedorejskih pravic potožil dotični kmet. In v bran so mu stopili kmetijska zbornica in dobršen del desnega pola slovenske politike. Najbolj glasen del slovenske govedorejske reprezentance je inšpekcijo in zagovornice obtožil, da niso nikakršni varuhi kravjih pravic, skrajšano kravaruhi, temveč so zgolj in samo naduti kravatarji, ki nimajo pravega stika z utripom slovenskega podeželja. Te iste kravatarje so celo obtožili, da želijo uničiti rejce krav na Slovenskem in da na ta način niso nič drugega kot kravandali. Seveda zagovorniki živalskih pravic so takoj vrnili žogico in porekli, da če je kdo v tem primeru kravandal, je to lahko samo dotični kmet in njemu podobni rejci, saj svojim odnosom do ubogih krav uničujejo sam smisel zakonov zagotovljenih živalskih pravic. Pa smo jo dobili, našo novo besedo tedna. Kravandal. Beseda, ki ji pomen daje zorni kot, iz katerega gledamo in ki jo v dotičnem primeru kot žaljivko lahko uporabljata obe strani. Oziroma uporabljajo tudi tretja stran. Rumeni spletni mediji, ki s svojim stalnim podpihovanjem zganjajo še največji kravandalizem. In ko tabloidi tako opogumijo kmete, ti potem zagrozijo, da se bodo vsem morebitnim novim odvzemom goveda uprli z vaškimi oziroma kravaškimi stražami. Na to grožnjo se je nato morala na terenu odzvati policija, ki si nikakor ne želi vznika nekih novih vard oziroma kravard. Omenjeni kmetje so potem malce stopili na žogo in pojasnili, da je bila grožnja s kravardo izrečena v metaforičnem smislu in da gre tu za posebno obliko kmečke metafore, ki ji rečemo tudi kmetafora. Ja, naj si bo kmetafora ali ne, če se kakorkoli ukvarjate z govedom ali rumenim tiskom, nikar ne bodite kravandali, kar je bila naša tokratna beseda tedna.